Lansko leto so na sejmišču v Gornji Radgoni prvič pripravili mednarodni sejem sodobne medicine Medikal, ki pa je bil presenetljivo bogato obiskan, zato so s toliko več elana pripravili letošnjega. Ta bo potekal 3 dni in sicer od 6. do 8. aprila. Tako letos kot lansko leto je partner pri projektu Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-Med. Lansko leto je bila država partnerica Češka, letos Velika Britanija. Bodo pa sejem popestrila tudi poljska podjetja. Sejem združuje kar 20 slovenskih društev, stalnica sejma so tako strokovni posveti, izdelki za boljše zdravje in počutje ter strokovna svetovanja. Novost letošnjega sejma je pravzaprav ta, da smo sejem obogatili tudi še z enim dodatnim programom, in sicer s programom Zdravo bivanje, če lahko tako omenim. To se bo razprostiralo v drugi hali in je bil pravzaprav odziv in izziv z tega področja tudi zelo pozitiven. Predstavili bodo tudi pametno hišo za gibalno ovirane osebe ter prevoze invalidnih oseb. Na sejmu se bo v 3 dneh predstavilo 150 razstavljavcev iz 13 držav. Dogajanje pa je namenjeno tako strokovni javnosti kot drugim obiskovalcem, ki potrebujejo strokovne nasvete ali sejem obiščejo v skrbi za zdravje in dobro počutje. Ne bodo pozabili tudi na Svetovni dan zdravja. To, da naš sejem poteka, ko je tudi Svetovni dan zdravja, in to je 7.4., to je v petek, zato bo tudi na sejmu veliko obeleženega na temo Svetovnega dneva zdravja, kajti letos je svetovno leto depresije, s katero se žal sooča ne samo odraslo prebivalstvo, ampak tudi številni mlajši in tudi otroci, in o tem bo kar nekaj govora na našem sejmu. Tudi demenca je ena izmed zelo pomembnih tem sejma Medikal in nenazadnje tudi diabetes, o katerem smo govorili tudi v preteklem letu, vendar bo letos kar dosti govora o diabetesu in pomenu zaposlovanja ljudi, ki imajo diabetes. Dotaknili se bodo tudi teme javnih naročil v zdravstvu, in sicer na okrogli mizi v četrtek 6. aprila ob 13. uri. In sicer novo orodje, ekonomsko učinkovita ponudba v javnih naročilih, primeri iz prakse. To okroglo mizo združenje seveda v sodelovanju s Pomurskim sejmom organizira tudi v sodelovanju z Evropskim združenjem Medteh. In zakaj takšna tema? Leta 2014 je Evropska unija sprejela direktivo, ki naj bi vplivala na izbiro ustreznega medicinskega pripomočka na javnem razpisu. In sicer naj bi to ne bil več samo najcenejši medicinski pripomoček, v kar so nas v preteklih letih peljala javna naročila, ampak naj bi bil to ekonomsko najbolj učinkovit medicinski pripomoček. To pomeni medicinski pripomoček, ki na eni strani prinaša največ koristi za uporabnika, bolnika, po drugi strani pa seveda omogoča tudi največje prihranke v proračunu. Evropsko združenje Medteh, katerega člani smo tudi pri SLO-Medu, je skupaj s partnerjem Boston Consulting Group razvilo orodje, ki naj bi tak izbor na javnem naročilu tudi omogočale, in to na čim bolj transparenten način. Sejem bo trajal 3 dni, program je predstavila projektna vodja Vesna Dajčman. Kot je povedala, so veseli, da je vsaj 90% razstavljavcev istih kot lani, kar potrjuje dobra pripravljenost in organiziranost sejma. Seveda tudi letos pestra ponudba in širok nabor medicinskih izdelkov. Torej, v sklopu medicinske in rehabilitacijske opreme bo predstavljena medicinska oprema tako za bolnišnice kot ambulante in domove za starejše, negovalne postelje, mobilne kadice za nego bolnikov, oprema in pripomočki za gibalno ovirane. Res se letos veliko teh pripomočkov predstavlja, tudi inovacije na tem področju
Potem bodo številni izdelki za operacijske dvorane, razkužila, zdravniške torbe, laboratorijsko pohištvo, stroj za čiščenje, skratka vse, kar potrebujejo bolnišnice in ambulante na svojem delovnem mestu. Predstavljeni bodo pa tudi pripomočki, ki niso namenjeni samo strokovni publiki, ampak tudi končnim uporabnikom. In od tega je res veliko medicinskih pripomočkov za diabetike, prav tako pripomočki za inkontinenčne bolnike, za oskrbo rane, naprave za fizioterapijo in rehabilitacijo, pripomočki za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne, za intimno zdravje, za gibljivost sklepov, skratka res ogromno medicinskih pripomočkov. Med medicinskimi storitvami naj omenimo očesno in dentalno kirurgijo, ki se je letos pojavila tudi na sejmu, za kar smo zelo veseli. In pa seveda v zdrav stil življenja sodi tudi zdrava prehrana, tako da bomo tudi ta segment predstavili od ekološke prehrane do prehranskih dopolnil in seveda naravne kozmetike, čajev in zelišč. Kot je že direktorica omenila, imamo letos novost na sejmu Medikal, in sicer zdravo oziroma sonaravno bivanje, v sklopu katerega se je prijavilo veliko ponudnikov, ki bodo predstavljali na primer naravne gradbene materiale, gradnjo primerne za gibalno ovirane in starejše osebe, pa vse od toplotnih črpalk, sončnih kolektorjev, kotlov za biomaso, bazeni, savne, wellnessi, vse, kaj sodi v zdrav stil življenja. Prav tako smo veseli, da bodo razstavljalci svetovali in glede načrtovanja urejanja okolja, ker je zdaj pač taki čas, ko vsi urejamo okolico doma, bo to prav prišlo. Tudi stroji za vzdrževanje in urejanje zelenic in vrtov in vrtni program od kosilnic do motornih žag se bo pojavil, zanimivo, na sejmu Medikal. In pa seveda tudi gospodinjski aparati za pripravo zdrave hrane, pa seveda tudi čistilni sistemi za lepo urejen dom in tudi primerni za alergike. Nekaj institucij je že direktorica predstavila, se pravi od Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se predstavljajo na skupnem razstavnem prostoru. Prav tako se letos predstavlja Rdeči križ Slovenije, ki bo poučil obiskovalce o pravilnih postopkih oživljanja. In pa tudi, zdaj je to tako aktualna tema, uporaba zunanjega defibrilatorja AED, o tem bodo nas tudi poučevali na njihovem razstavnem prostoru. No, naj omenim, da bodo v sklopu območnega združenja Gornja Radgona na prvi dan organizirali tudi regijsko tekmovanje osnovnošolskih ekip v prvi pomoči, kar bo tudi zelo zanimivo, se pravi za mladino, da si lahko pogleda. Tudi letos se predstavlja splošna bolnišnica Murska Sobota, in sicer v sodelovanju z Društvom medicinskih sester Pomurja bodo predstavili simulacijski center in tudi na tem prostoru bomo se lahko izobraževali v nudenju začetnih postopkov oživljanja. Predstavili bodo pa tudi donorski program, to je program za darovanje organov, in obiskovalci se bodo lahko na sejmu vpisali tudi v register za darovanje organov. Predstavili bodo pa tudi tehnike pravilnega razkuževanja rok, merili krvni sladkor in pa gleženjski indeks, to je arterijski pretok na nogah, ki je lani kar vrstil kolone, kako so bili obiskovalci nad temi meritvami zainteresirani. Zelo smo pa ponosni, da se letos med razstavljalci predstavlja tudi Univerzitetni klinični center Maribor. Oni se bodo predstavili z avtobusom, ki bo postavljen zunaj. To je poseben avtobus za odvzem krvi na terenu.
Sicer verjetno krvodajalske akcije ne bo, to bomo drugi teden komaj izvedeli, ampak bodo pa si obiskovalci lahko testirali krvno skupino, kar pa je tudi zanimivo, ne? Ker tako nikoli ne vemo, kako krvno skupino imamo, ne. No, na razstavnem prostoru v hali pa bodo pripravili veliko delavnic, od samo pregledovanja dojk, pljučnih bolezni, dermatoloških bolezni ter bolezni srca in ožilja. Zanimivost letošnjega sejma, kot je že direktorica omenila, je tudi predstavitev Slovenske vojske. Oni bodo predstavili vojaško zdravstveno enoto, role 1, tudi z novim reševalnim vozilom se bodo pohvalili in vsak dan bodo tudi upravljali dinamične predstavitve bojnega reševanja, tako da bomo imeli tudi zunaj številne zanimive dogodke. Zavod Diabetes je za letos pripravil eno posebno razstavo, in sicer zgodovino merilnikov sladkorja v krvi, kar za 25 let so zbrali, 25 let stare merilnike so zbrali, se pravi od najstarejših pa do najnovejših sistemov CGMS. Ponujali bodo pa tudi ogroženost glede diabetesa ter merjenje krvnega sladkorja in holesterola. Kot sem že omenila, se letos predstavlja tudi podjetje Orthoimplant, ki bodo predstavili najnovejše tehnike zobnih sadkov. Prav tako bo na voljo svetovanje za trajno odpravo dioptrije, to je v organizaciji Očesnega centra Vidim, ki bodo nudili tudi merjenje očesne dioptrije in pa očesnega pritiska. DOSOR, Dom starejših občanov Radenci, pripravlja številne zanimivosti, in sicer bodo imeli predstavitve naturopatije, moksaterapije, kineziotappinga, opravljali pa bodo tudi holistične iridološke preglede, ki so tudi lani poželi veliko zanimanja pri obiskovalcih. Obiskovalci si bodo lahko izmerili tudi vitaminsko-mineralni status v telesu. Zanimivo se predstavlja sekcija refleksoterapevtov, ki bodo vsak dan na odru v hali imeli dvakrat na dan predstavitve refleksoterapije na stopalih, dlaneh, ušesih in obrazu. Še posebej pa bodo izpostavili refleksoterapijo pri sladkornih bolnikih, ki recimo imajo težave zaprtja, inkontinence ali kronične utrujenosti. Spet bomo lahko tapkali in se sproščali s Cvetko Horvat, ki bo predstavila EFT tehniko tapkanja. Na voljo pa nam bodo tudi zvočne masaže in tretmaje z gongi, kar pa lani nismo imeli, ne? Lani ni bilo gonga. To je ja v sklopu alternative, rečemo, ne. Zveza društev bolnikov z osteoporozo je že lani tudi merila mineralno kostno gostoto in letos bodo to omogočali za obiskovalce vse 3 dni sejma. Vse meritve, ki se bodo opravljale za obiskovalce, naj poudarimo, da so brezplačne, ne. Tako da in tudi zagotavljajo potem strokovno razlago na samem razstavnem prostoru, ne. Združenje fizioterapevtov bo demonstriralo testiranje telesnih sposobnosti, gibljivosti sklepov in testiranje ravnotežja. Zveza društev upokojencev se letos tudi aktivno predstavlja na sejmu, in sicer bodo predstavili oblike aktivnega in zdravega staranja. Prikazali bodo različne delavnice od ročnih spretnosti, se pravi kvačkali bodo, pa štrikali, plesali bodo folkloro, nas nasmejali s kakšnimi skeči, pa en dan nam bodo pa skuhali tudi langaš, tako da bomo malo nezdravo tudi živeli, ne. Ja, v hali B, kjer bo potekala predstavitev zdravega bivanja, pa bodo neodvisni strokovnjaki NSveta obiskovalcem spet brezplačno na voljo za svetovanja o učinkoviti rabi energije, kot smo tega bili navajeni na našem sejmu Megra. Posebna pozornost bo letos namenjena tudi inovacijam v medicini.
To razstavo oziroma ta projekt je v bistvu organiziral gospod Janez Škrlec, ki je med drugim tudi član Sveta za znanost in tehnologijo. Zdaj izpostavila bi predvsem eno posebno inovacijo bionskega človeka, ki še jo lahko pač mi laiki razumemo, ne? To je v bistvu predstavitev prvega razvojnega projekta, ki je narejen za izobraževalne namene zaenkrat, za bodoče inženirje bionike. Gre pa za to, da je ta bionski človek predstavlja umetne vsadke, ki so na razpolago takrat, ko uradna medicina pač več nima terapije, ne, da bi lahko človeku pomagala pri določeni težavi. Predstavili bodo zdrav način prehranjevanja, pa tudi zdravo bivanje z naravnimi gradbenimi materiali, naravna čistila, naravne vire energije in ostalo. Tudi alternativne vire zdravljenja se bodo dotaknili: tapkanje, gongi, bahove kapljice, konoplja in drugo. Skratka, za vsakega nekaj. Sejem bo otvorila ministrica za zdravje, bodo pa sejem obiskali tudi slovenski vojaki z vojaško enoto reševalnega vozila ter mariborski klinični center z avtobusom za odvzem krvi na terenu.